Rešitve, ki jih ponujamo v Stranki mladih Slovenije kot lista za evropske volitve Zelenih Evrope, ustavimo izkoriščanje, stop neoliberalizmu, stop nacionalizmu. Potrebno je nehati z temi ideološkimi stvarmi, nehati je potrebno netiti sovraštvo med ljudmi, na podlagi nekih polpreteklih zgodovinskih tem, ločevati ljudi na dva pola, ločevati ljudi na desne in leve in zgolj skozi to voditi politiko brez konkretnih vsebin. Zato smo se odločili, da povemo nekaj konkretnih zadev, ki bi jih mi spremenili. Ustaviti je potrebno izkoriščanje mladih. Potrebno je nehati s tem, da so mladi tisti, ki prvi odpadejo pri zaposlovanju. 80% mladih več brezposelnih zadnje pol leta pove vse. Uvedli bomo brezplačne vrtce za vse otroke, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropski uniji. Nasprotujemo ukinitvi študentskega dela. Nasprotujemo šolninam, predvsem na javnih šolah. Šolstvo mora biti dostopno vsem, izobraževanje pa, kot govori tudi Lizbonska strategija, je možnost za prodor naprej, tako Evrope, Slovenije, ki pa je majhna, pa še tako bolj. Potrebno je ustaviti izkoriščanje delavcev. Ustvarili bomo 40 000 novih delovnih mest. Preko zelenega novega dogovora, Green New Deal, ponujamo možnost za obrat k okolju, nagrajevati okoljsko odličnost in kaznovati onesnaževanje. Tu noter vidimo možnost pri obnovljivi viri energije, gradnji pasivnih stanovanj, novih oblikah transporta, predvsem javni transport, železnice in tudi kolesarski križ. Znižali bomo plače evroposlancev. Ni dopustno, da imajo evroposlanci višje plače kot najvišji državni politiki in tolikokrat višje od delavcev. Tudi ta razmerja bo potrebno v novem družbenem dogovoru spremeniti. Seveda v Stranki mladih vedno radi povemo, da bomo tudi znižali sredstva za obrambo. Nakupovanje teh oklepnikov in podobnih stvari, ki niso uporabne, je potrebno zamenjati z vlaganjem v kadre, človeške vire. Tam imamo veliko znanja in tudi na svetovnem podiju so se naši že dokazali, naši vojaki. Te stvari so pomembne, potrebno je delovati v mirovnih misijah in v domačih in drugačnih naravnih katastrofah. Pri človekovih pravicah je potrebno zagovarjati boj proti homofobiji, proti rasizmu, proti nestrpnosti. Veliko nestrpnosti se spodbuja tudi skozi največje oddaje v medijih strani politikov, ki so v državnem zboru, ki imajo imuniteto. To ni dopustno.